Rad rečem, da je zdaj kot bi moral biti iz škatle. Sicer sem pa kolo razstavil popolnoma vse ležaje. V ležajih, kjer sem bil mnenja, da so masti oziroma maziva iz mojega skladišča bolj kvalitetna, sem odstranil originalna maziva, uporabil svoja. Zadevo sem zapakiral nazaj, razstavil sem pletenice. Skratka, kolo je bilo razstavljeno v atome in sestavljeno nazaj v celoto, se pravi tako celoto, kjer en del podpira drugega in dobimo maksimalni efekt. Zdaj gremo furati, to je pa namen in komaj čakam. Ja, vzporednic je kar veliko, s tem, da v bistvu kolo je nekako moje orodje za tisto bazično pripravo, služi pa seveda tudi za ravnotežje, tudi mogoče za odganjanje enega strahu pred hitrostjo in tako naprej. Je pa res, da tam poganja moj motor agregat, tukaj ga moram pa sami s svojimi nogami oziroma s svojo močjo, tako da v bistvu so vzporednice, obenem jih pa tudi včasih zmanjka. Ja, jaz bi rekel, da verjetno časovno sem več na kolesu, v kilometrih pa seveda na motorju, ampak lahko pa rečem, da oba športa enakovredno nekako obravnavam kot en del mojega življenja, tako da v bistvu res zelo rad kolesarim, obenem pa seveda ne smem pozabiti na motor. No, fizična priprava v bistvu pred samim motorjem oziroma pred samo dirko pomeni isto kot recimo abeceda v osnovni šoli. Brez tega ni nobenega rezultata, niti se ne moreš normalno voziti, ker vemo, da je zadeva precej naporna, dirke so dolge, izčrpavajoče, treba je tukaj uporabiti res ogromno tudi energije za razmišljanje, za koncentracijo in vse tukaj pobira iz rezervoarjev, ki si jih nekako napolnil z treningi, takimi in drugačnimi, zraven tega pa še tudi kolo. Ja, dirkali bomo letos kar precej visoko, torej povprečno tam okrog 3000 metrov nadmorske višine. Zraven seveda bomo tudi opravili en prelaz na skoraj 5000 metri, tako da v bistvu tukaj bo šlo precej tudi za fizično pripravo in jaz verjamem, da bomo tisti, ki bomo res dobro pripravljeni, lahko to dobro naučili in res si želim in komaj čakam, da grem na to dirko. Ja, zdaj tako, v bistvu, tako kot sem pri motorju navajen na mojega mehanika, s katerim delava že 10 let in ne razmišljam niti o tlaku v pneumatikah, tako delam tudi z Andrejem, s Helešičem, ki je pač, vemo, da je 100% serviser, pa ne samo serviser, tudi tehnično pozna praktično vse sklope na kolesu in sploh ne razmišljam. Pridem do njega, samo nastavim višino sedeža in to je to in sem prepričan, da je vse v najlepšem redu in boljš kot iz tovarne. Ja, v bistvu je tako, da kar nekako avtomatsko v meni se preklopi tista sezona gorskega kolesa, takoj, ko se pač temperature malo znižajo, ko se vreme poslabša, takrat jaz iz garaže vzamem oziroma iz Helešičeve garaže vzamem gorsko kolo in potem gas, dokler pač ne pride do tistih temperatur enkrat marca meseca, ko se da že normalno v domačem okolju iti na cestno kolo.
Ja, idealna gorska kolesarska tura ni čista dirkalna, vse na nož, ampak dejansko tako, da v bistvu lahko v nedeljo dopoldne si vzamem čas, mogoče 5, 6, 7 ur za nahrbtnikom in nekako po Hograjcih naredim eno lepo turo mimo kmetij, kjer so prijazni ljudje in potem domov na kosilo, to je moja najlepša zadeva.